make-up, nohti in še moj stil ti pokažem za zmenek oziroma za moj date night. Če te zanima, kako narediti takle make-up look, potem glej naprej. Vedno pred pomembno zadevo, oziroma v tem primeru pred mojim zmenkom, grem v salonček Vicky's Place na nohte, ker so si zelo prijazni in dobre vole. Moja metoda je geliš, tako da je vedno treba odstraniti staro barvo in to naredi moja draga Ines s pomočjo folije. Med tem časom zbereva barvo, novo barvo in potem s tako leseno palčko odstrani prejšnji lak. Noht vedno oblikuje in obrusi in mi nanese svežo barvo. Tokrat sem šla v roskaste vode, nanesla mi odtenek Maverick od Shellaka in takole izgledajo, super cute, nepredolgi in sijoči rozasti nohti. Ok, čas je za make-up, to je moj happy dance, ker imam svežo strižene lase in sem bila zelo zadovoljna. Nova sveža energija. Lase odmaknem z obraza in začnemo s prvim korakom, ki je Lancome Energy The Bee. To je serum, ki v bistvu tako lepo navlaži tvojo kožo, sploh takrat, ko je malo utrujena. Podlaga, moja trenutno najljubša, je Milani Conceal and Perfect, ki ustvari res fantastično prekrivno podlago. Enakomeren videz, noter ima tudi malo korektorja, tako da sploh fajn za tiste punce, ki imamo problematično kožo, tako kot je moja, vedno. In s kabuki čopičem vse skupaj zabrišem. Enakomerno vtapkamo kožo, zato da lahko potem mi nadaljujemo skupaj naprej. Korektor je od Maybellina in sicer Fit Me korektor. Nanesem ga tik pod svoje oči, ker sem bila ta dan kar utrujena, ko sem rabila kar konkretno prekriti svoje podočnjake. In pa z ovalnim čopičem vse skupaj zabrišem, za kar mislim, da je ovalni čopič v bistvu super pripomoček, ker to naredi najhitrejši in najbolj enostavno. Ja. Rimmel Lasting 25-urni finish powder, torej puder v kamnu. S tem produktom zavarujem tekoče stvari in make-up v bistvu naredim dlje obstojen. Šivamo naprej na naše obrvi. Tole je svinčnik od Deborah, ki ima zelo fajn tanko konico, s katero lahko natančno narišeš dlačice in potem ima tudi tako krtačko, s katero vse skupaj počešeš, zato da v bistvu obrv izgleda čim bolj naravna. Še na drugo. Probam narediti čim bolj enakomerno, vmes malo zapojem in šivamo naprej na naslednji korak. Ki pa je BU svinčnik, pride v dveh takih odtenkih. Jaz ga nanesem tik pod obrvjo, s čimer ustvaram lift efekt, torej obrv je še malo bolj privzdignjena in pa tudi počistam vse skupaj, zato da je bolj tak sharp videz. Ok, naslednji korak je BU Eyebrow Gel. Nad tem izdelkom iskreno nisem bila preveč navdušena, kar se tudi vidi, v bistvu nisem vedela točno kaj naredil. Moj naslednji korak je Essence I Love Stage Primer za veke. Ta poskrbi, da bojo v bistvu senčke zdržale na vekah dlje časa, dolgo v noč. In pa Milani paletka, tale drug odtenek v bistvu nanesem po celotni veki. Senčka bo služila kot ena prehodna, zato da bomo lahko potem tole črno lažje zabrisali v samo veko. Nanesem pa samo po zunanjem delu veke, s čimer ustvaram tako dimenzionalnost, globino svojih oči. In pa s čopičem za zabris zabrišem, zato da ni opaznega prehoda in da je vse skupaj mehkejše, bolj seksi in lepše za pogledati. Pri takem looku zelo paše eyeliner, tako da tudi na tega ne pozabim. In Milanijev eyeliner je eden mojih ljubših eyelinerjev, s katerim lahko res natančno naredim to drzno črto. In ja, zadovoljna. Maskara je naslednji korak od Pupe. Vamp maskara je danes moja izbira. Zelo dolge trapalnice mi naredi in tudi volumen. Vidite, da sem zelo navdušena in zadovoljna. Ne pozabim tudi na spodnje trapalnice in lahko nadaljujemo. Naslednji korak je od Sonia Rykiel Lancomeov produkt in sicer blusher v taki zanimivi teksturi. Spužvica je v bistvu prepojena z izdelkom in izdelek nanesem s čopičem na svoja lica in ga dobro zabrišem. Ok,
Ok, iz Milanijeve paletke vzamem najtemnejšo rjavo in pa črno in skombiniram v bistvu po spodnji črti, torej to kombinacijo obeh senčk, zato da poudarim še malo bolj dodatno lučke. In šibamo naprej na zadnji korak, ki pa je od Debore Velvet Matte šminkica, izredno prijetna šminka za nositi. In tudi tale moja je čudovitega odtenka, taka roskasta, ampak vseeno sem nanesla čez njo še malo lip glossa, najprej počaka, da se posuši, ja, ne vem kaj delam, plešem, ja. In zdaj, ko se je posušila, nanesem Lidlov lip gloss, to je znamka Sien, najdeš jo v Lidlu in ta je poskrbel v bistvu, da je tale celoten look izpadal malo bolj ženstveno, malo bolj damsko, ker je iz roskastega tona naredil malo bolj nude oziroma rjavkastega. Lahko se posvetimo našim lasem. Z lasmi v bistvu nisem hodila kaj preveč delati, ker sem imela ravno sveže ostrižene, ampak sem pa nanesla čudovito olje znamke Moroccan Oil. Gre za arganovo olje, ki ne zmasti tvojih las in gre za v bistvu celosten tretma, ki tvoje lase tako zgladi, dišijo nenormalno in še neverjetno svilnata tekstura je po uporabi. Tako da sem fascinirana in navdušena nad tem izdelkom. Tudi frizerka mi ga je dala malo lase, in zato sem ga odnesla s sabo domov. Res fajn zadeva. In to je to. To je končni make-up look in šibamo naprej na mojo opravo. Yes, tukaj sem že preoblečena v taki čudoviti enodelni zadevi. V bistvu gre za oblekco, top. Žabice iz Kalcedonije so totalno cute in popestrile celoten videz. Petke sem ohranila v bistvu salonarje črne, ki se svetijo malo. In pa tukaj ti še pokažem, kaj vzamem ponavadi s sabo. Parfumček. Yes, nekaj za usta, zato ker jem in pijem, zato da se ne svetam, dam noter čopič in pa matiran puder, denarnico, obvezno, ker punce imamo svoj denar in lahko plačamo za stvari, pa še telefon, obvezna zadeva, obvezna oprema za vse Instagram fotke. To je moja torbica in moj končen look. Upam, da si uživala v videu. Do naslednjič, ljubčke. Čau, se gledamo.